Predsednica vlade Alenka Bratušek se mudi na enodnevnem delovnem obisku v Berlinu, kamor je z delegacijo odpotovala z vladnim falconom. Dopoldne se je udeležila poslovnega foruma slovenskih in nemških start-up podjetij, ki ga je v kratkem nagovoru udeležencem označila kot pomembno priložnost za krepitev sodelovanja med državama. Prav zdaj pa poteka srečanje z nemško kanclerko Angelo Merkel. Predsednici nemške in slovenske vlade največ pozornosti namenjata gospodarskim odnosom med državama. Govorili pa bosta tudi o ukrepih slovenske vlade za zmanjšanje javnofinančnega primanjkljaja in zaposlovanju mladih. Poslanci se danes med drugim ukvarjajo s pravili cestnega prometa z gozdovi in javno agencijo za knjigo. Predlagana novela zakona o pravilih cestnega prometa poleg možnosti zasega vozila predvideva možnost pridržanja voznika in širi pooblastila cestninskim nadzornikom. Sprememba zakona o gozdovih naj bi zagotovila večjo sledljivost lesa in preprečila njegovo nezakonito prodajanje. Z novelo zakona o javni agenciji za knjigo pa se znanstveni tisk prenaša z javne agencije za knjigo nazaj na javno agencijo za raziskovalno dejavnost. Na ljubljanskem okrožnem sodišču se nadaljuje sojenje Igorju Bavčarju in Bošku Šrotu zaradi sporne prodaje delnic Istrabenza. Sojenje je že prešlo v sklepno fazo, vse pa je danes presenetil tožilec Jože Kozina, ki je v zadnjem trenutku spremenil obtožnico, kar je precej nenavadno, saj je predsednica sodnega senata potrdila, da se danes zaključuje dokazni postopek v tej zadevi. Naslednji teden naj bi bil namreč rezerviran le še za zaključne govore, nato pa bi lahko pričakovali sodbo. Tožilec sicer pravi, da gre le za kozmetične popravke in da v svojem bistvu nič ne spreminja. Šrot naj bi v vsakem primeru ravnal negospodarno, ko naj bi za pivovarno Laško sklenil škodljiv posel. Zaradi obnove stavbe, v kateri je oddelek za nalezljive bolezni in vročinska stanja Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, bodo omenjeni oddelek prihodnji teden začasno preselili v prostore klinike za kirurgijo. Tam bo deloval vse do zaključka obnove stavbe, kar naj bi se po načrtih zgodilo v 3 do 4 tednih. Gospodarska zbornica Slovenije je danes opozorila, da nedavno uveljavljena nova pravila o uporabi tako imenovanih piškotkov uničujejo slovenski spletni prostor. Po njihovih podatkih so povzročila 15-odstotni padec obiska spletnih strani in 10-odstotni padec prihodkov od prodaje v spletnih trgovinah. Od vlade zahtevajo spremembo zakona o elektronskih komunikacijah v tistih določilih, ki so po njihovem mnenju škodljiva. Vsi piškotki namreč ne predstavljajo posega v zasebnost, so zapisali. Nekateri so za uporabnike koristni in nujni za dobro delovanje spletnih strani. Jutri bo spremenljivo oblačno, možne bodo krajevne plohe, popoldne, predvsem v hribovitem svetu, znova tudi posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 22 do 27, na Primorskem do 30 stopinj Celzija. V nedeljo bo po večini sončno z občasno povečano oblačnostjo, v ponedeljek se bo prehodno zmerno pooblačila. Danes v dnevniku televizije Maribor. Na skupščini Nigrada o razrešnici vodstvu. Hotelirji in gostinci o tradiciji in denarju. Nagrada mariborskim računalničarjem. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.